Zdaj gremo pa še na naš zadnji prispevek, ki ga bo pa predstavil raziskovalec mlajše generacije, kolega Filip Dražinovič, ki je doktorski študent zgodovine in sicer z dizertacijo, ki jo pripravlja politična misel v Habsburški monarhiji v drugi polovici 17. stoletja. Predstavil bo en tekst iz tega obdobja, Vzgoja po antično v zgodnjem novem veku, ki ga je napisal Diego de Saavedra Fajardo, tega vladarskega zrcala, ki se osredotoča na vzgojo vladarja, na en poseben tip vzgoje. In tukaj se bomo gledali antične vire, ki jih avtor uporablja in njihovo umeščanje v argumentacijo in prakso. Prosim. Koliko se bomo predstavili kar obsežno, torej 2000 let naprej. Zanimalo nas bo ne toliko antika in antična vzgoja sama, kolikor pač recepcija antičnih avtorjev, antične vzgoje, antičnih vzorov v zgodnjem novem veku. In kot primer sem si izbral to vladarsko zrcalo, ideja de un principe politico Cristiano, ki je šlo najprej leta 1640, potem po predelani izdaji še leta 1649 zaradi nekaterih cenzurnih posegov. Predvsem je opazno, da je v drugi izdaji več navedkov iz Biblije, kar pa seveda nekoliko tudi spremeni sam način argumentacije, tako da tudi nekatere misli, za katere bi človek mogoče na prvi pogled pričakoval, da bojo podkrepljene s kakim antičnim avtorjem ali pa s navedbo kakšne antične maksime, so podkrepljene z nekaterimi bibličnimi navedki, tako da v toliko je opazno, da je pač avtor nekoliko to delo spremenil. Zdaj, delo je posvečeno vladarju bilo, oziroma prestolonasledniku Baltazarju Carlosu, ki pa ga nažalost ni nikoli uspel udejaniti v praksi, ker je umrl star 11 let in nikoli ni dejansko zavladal. Čisto na kratko, če predstavimo Diega de Saavedra Fajardo, bil je diplomat, študiral je pravo v Salamanki, predvsem pa se pač, kot sem dejal, ga zaznamuje to delo v diplomaciji, kar mu tudi da določeno legitimnost, da o teh stvarih piše. Sam gre torej za zbirko 100 v prvotni izdaji oziroma v drugi izdaji 101 eseja, ki so dopolnjeni z emblemi, kar seveda popestri delo in ga naredi zanimivejšega. Vsak esej lahko beremo kot zaključeno celoto, tako da v bistvu bralec lahko knjigo odpre, kjer želi in lahko začne brati. Imamo pa okvirno nekako 6 sklopov, ki jih je sam Saavedra razdelil svoje delo in nas bo zanimalo predvsem prvih 6 poglavij, ki se ukvarjajo z vzgojo vladarja. In če na kratko samo definiramo, kaj vladarsko zrcalo dejansko je, torej gre za literarno zvrst poučne narave, ki obravnava pravilno vedenje in vladanje monarhov s prikazom idealnega državnega reda in vladarske službe, pri čemer ne zanemari širše obravnave etične, krepostne misli, v katere so ti nasveti postavljeni. Predvsem se argumentacija opira po eni strani na historije, torej in exemple, na določene primere, predvsem antične, pa tudi pač nekatere srednjeveške, ter biblične seveda, in na drugi strani na maksime, ki so pa v veliki meri antične in pa tudi biblične. Torej, te dve argumentativni strategiji sta po večini uporabljeni, o čemer bomo pa nekoliko tudi potem kasneje povedali. Dela seveda niso bila izključno namenjena vladarjem, to je bila želja avtorjev, da bi jih vladarji prebrali, bila pa so seveda namenjena bralcem vseh skupin, tako da v bistvu moramo v njih videti to dvojnost, po eni strani ideal vladarja, kakšen naj bo, po drugi strani pa tudi zavedanje avtorjev, da pišejo širšemu bralnemu krogu. Za začetek bi mogoče, kot je bilo tudi že prej izpostavljeno v predstavitvi Plutarha, namen tako antičnih kot predmodernih avtorjev seveda ni bilo, je bil seveda tudi nekateri so podali bolj konkretne primere, kako naj izobrazba potekala, pa vendar so bili v veliki meri najprej namenjeni idealu vzgoje in namenu vzgajanja. Torej, zato bomo v tem prispevku vzgojo razumeli na dva načina. Po eni strani naj nam pač pomeni to, kar danes razumemo pod pojmom pedagogika, torej vzgoja otroka. Otroka v širši definiciji pa naj označuje
to, kar bi lahko imenovali samo spoznanje oziroma spoznanje človeka in sveta, kar seveda najbolje lahko opišemo z grškim pojmom paideia oziroma z izrekom, povzamemo izrekov iz Delfov, gnoti se auton, torej spoznaj samega sebe. Namreč tej premisi Saavedra sledi skozi celotno svoje delo. S spoznanjem samega sebe bomo spoznali ne le sebe, ampak tudi Boga in družbo, v kateri se nahajamo, kar nam bo seveda pač omogočilo, da bomo lahko uspešno v tej družbi tudi delovali. In pa seveda s tem, ko bomo spoznali samega sebe, bomo vladali samemu sebi in vladar, ki ne zna vladati samemu sebi, ne zna vladati niti državi, ki jo je dobil. Torej, v toliko je pač seveda to vzgojo potrebno razumeti kot to ponotranjenje kreposti in privzemanje navad, kot smo pač videli v prejšnjem prispevku. Če čisto na kratko preskočim Saavedra, sicer Plutarha, konkretnega Plutarhovega pač primera vzgoje otrok ne navaja, ampak dejansko lahko tudi ne glede na to, da med obema avtorjema skoraj da 2000, nekoliko manj kot 2000 let razlike, vidimo podobnost in sorodnosti, ki so v bistvu in to kontinuiteto, ki se dejansko vleče od antike do v grobem konca 18. stoletja, marsikdaj pa tudi v 19. stoletju. Torej, če na kratko spet izpostavimo tisto, kar je bilo povedano že prej, kolikšen pomen je narave oziroma kolikšen pomen je vzgoje, koliko je pomena rojstva. Pri vladarju, v konkretnem primeru pri Saavedri in pri vladarju sta seveda pomembna tako vzgoja kot rojstvo, namreč vladar mora biti narojen, ker je monarhija dedna v koncepciji Saavedre. Seveda pa to ne pomeni, da je že z materinim mlekom oziroma z rojstvom pridobil vse znanje, mora se seveda tega vsega naučiti in se poučiti. Narava ne more zagotoviti krepostnega vedenja, ampak je tu potrebna izobrazba in v bistvu udejanjanje potencijala, ki ga tak otrok ima. V toliko seveda tudi naletimo na ta recimo paradoks humanistične izobrazbe, kjer pač se posameznik sicer načeloma lahko nauči vsega, vendar ga nekoliko omejuje ta njegova narava, njegovi humori, ki seveda določajo, česa se bo lažje oziroma hitreje naučil in česa ne. Zdaj, če mogoče izpostavimo en tak pedagoški ideal, ki ga, če se pač res usmerimo bolj na ta pedagoški del, ne toliko na ta del paideie, je Horacijev verz Utile dulci, v čemer na primer piše v svojem 42. eseju, kjer poudari, torej, da se mora vladar med učenjem igrati, k čemer ga seveda vodi naravni impuls, saj navajam, narava ni nikoli niti za trenutek mirna. In prav tako pač to ne pomeni, da v bistvu ta koncept Utile dulci pa lahko vladar kasneje uporabi tudi v politiki, ker je, kot navajam, v tem je glavna umetnost vladanja, to je prva politika na svetu, česar nas je naučila starodavna filozofija, ki navaja, da je Orfej prisilil zveri, da so mu sledile. In vladar se politike oziroma vladanja nauči tudi tako, da v bistvu da igra vloge, tako pač navajam, končno naigra vlogo kralja med njimi, sprejema prošnje, kaznuje, nagrajuje, poveljuje ali vodi vojsko. V tovrstnih poskusih se je Kir izobraževal in postal ugleden general. Torej, učenje dejansko poteka kot neke vrste mimezis, kjer gre za oponašanje preteklega, ki se začne najprej skozi igro, kasneje pa seveda tudi s pripuščanjem otroka k konkretnemu vladanju. Po drugi plati pa ta mimezis seveda ne poteka zgolj preko igranja vloge, ampak tudi preko opazovanja določenih zgodb, torej teh historij, eksemplov, ki sem jih že prej omenil. To lahko po eni strani poteka seveda skozi branje oziroma branje knjig, na primer, po drugi strani pa tudi skozi kipe, poezijo, slike, na primer embleme, kot bomo kasneje videli, ki so bili popularni motiv tudi za poslikave na stenah, palač in podobno. Tako da gre v bistvu za to, da se otroci na te stvari navadijo, da so v ta obča mesta družbe zgodnjega novega veka dejansko potopljeni in da ob vsakem primeru poskušajo v svojem spominu
ponotranjiti in se hkrati spomniti, kaj določena krepost pomeni. Seveda to po eni strani tudi zahteva, da je vzgojitelj nekoliko bolj aktiven pri predstavljanju učne snovi in pa da prilagodi učne pripomočke igri. Tako naprimer pravi, da bi pač lahko naučil brati otroka tako, da bi naredil 24 majhnih kock, na njih vgraviral črke abecede, pri čemer bi pač te kocke razdelil med otroke in pač tisti, ki bi med otrok oziroma med otroke, če jih je več, in tisti, ki bi sestavil največ zlogov ali pa celo besedo, bi seveda zmagal. Da bi ga naučil pisati, pa lahko naredi tako, da pač vgravira črke na tanko ploščo, ki jo postavi na papir, potem pač otrok sredi tem brazdam z roko in peresom. Seveda ta prepletenost igre, užitkov, ki se ob taki igri pojavlja in dela, je potrebna tudi zaradi vzgoje čustev oziroma njihovega moderacija. Vzgojitelj vedno mora delovati, kot je bilo tudi že prej opozorjeno, z zmernostjo. Cilj je torej ta poglavitni modus vivendi zgodnje novoveške družbe, ideal je Aristotelova srednja mera kot tisto najboljše, k čemur velja vedno težiti. Preveč izobrazbe bi namreč slabo vplivalo na vladarja oziroma ker le ni namen vzgojiti intelektualca oziroma nekega profesorja, ampak aktivnega človeka, po drugi strani pa bi seveda premalo vzgoje povzročilo, da bi nastal nek surovež, ki ni primeren pač vladarskemu položaju. Posledično je seveda tudi treba uskladiti ta prosti čas in pač čas dela, ker kot je tista stara analogija, ki jo tudi Saavedra uporabi, pač loka ne moremo nenehno napenjati, ker bo v določenem trenutku počel enako s človekom. Tudi tu mora seveda pač vzgojitelj vedeti, kdaj je potreben ta rekreacijo, torej kdaj je potreben prosti čas in kot seveda iz tega izhaja izobrazba in vzgoja ni izključno neka formalna zadeva, ampak predvsem tudi neformalna, ker se bo otrok skozi to neko neformalno plat veliko več naučil, kot bi se naučil skozi to izključno formalno delo. Je pa seveda, kot je bilo tudi že prej pri Plutarhu omenjeno, pač vzgoja obveznost otrok, in se kot vzgoja otrok obveznost staršev, vse kot pač Saavedra pravi, le redko katera žival zapusti svoje mladiče brez navodil, kako naj skrbijo zase. Zatorej pač seveda starši morajo aktivno poseči k vzgoji in seveda tudi pač poiskati primernega vzgojitelja za otroka. Namreč otrok in seveda potrebno je, da se ta vzgoja začne čim prej. Saj je otroka primerja s semenom, ki na začetku majhno, kasneje pa raste in dokler je drevo še mlado, ga lahko še oblikujemo, kasneje, ko zraste in postane staro, pa ga več ne moremo oblikovati. Kako izbrati pedagoga? Tudi že prej smo slišali, da je prednost predvsem v njegovem značaju in podobno izpostavlja tudi Saavedra, navajam. In kdo, prosim, je primernejši, da nauči svojega sina, kako naj se vede, ohrani lepoto v vseh stvareh, svojo avtoriteto in dobro vlado podanikom kot vladar sam. Sam ima popolno znanje o vladanju, ki ga drugi poznajo le delno in špekulacijami. Ker pa očetje včasih sami nimajo kvalifikacij potrebnih za dobro vzgojo svojih otrok, ali nimajo prostega časa, da bi prevzeli te težave nase, je treba iskati učitelje neoporečnega življenja in pogovora. Zato bi morali kralji zaradi vseh teh razlogov skrbeti za svoje otroke in jim izbrati vzgojitelje iz dobrih družin in dobrih jeter, zdrave tako umu kot telesu, predvsem pa zveste in pravične, zavezane interesu vladarja in domovine. Torej, kot je bilo tudi že prej omenjeno, potreben je značaj učitelja in pa seveda tudi nekako dobra konstitucija tega, ker mora, kot če navajam, še naprej Saavedrov navedek, mora biti tako vzgojitelj hraber mož, velikega duha, dobro izkušen v vseh zadevah, tako v miru kot in vojni. In kot enega izmed primerov navaja Seneko, kot dobrega vzgojitelja pa naprimer navaja tudi Plutarha, ki je vzgajal cesarja Trajana
bil vsekakor dober zgled. Nikakor po vzgoji se ne sme zaupati ženskam, ker te s svojim vedenjem oslabijo in vtisnejo ženske strasti, ki poženejo globoke korenine, ki posledično vodijo k poženščenosti vladarja. Tudi Saavedra se je podobno kot Plutarh in večina avtorjev zgodnjega novega veka z področja pedagogike dotakne vprašanja doilje in do podobnega zaključka je prišel tudi on, torej mleko, ki je prevreta kri, seveda vpliva na značaj otroka, zato je vsekakor bolje, da ga doji mati, če ne gre, pa vsekakor tudi doilja pride v poštev. Pri sestavljanju učnega načrta otroka in tudi izbire pedagoga je seveda nujno potrebno poznati naravo otroka, njegove humorje, njegov značaj, ker le tako bomo oblikovali najprimernejši učni načrt, ki mu bo ustrezal v celoti. Seveda pa se mora pedagog, učitelj vladarja zavedati, koga poučuje. Namreč, citiram, učitelj mora vladarja grajati na samem, ne pred družbo, se lahko postane trmast, ko vidi, da so njegove razvade javne. V 2 Homerjevih verzih je primerno opisano, kako ga mora poučiti, kako naj uboga, svetuj, ukazuj mu in predlagaj, kaj je dobro, ubogal bo, ko bo zanj najbolje. Predvsem pa mora biti seveda poudarek, kot sem že prej omenil, ne le na teoretičnem, ampak tudi na praktičnem znanju, zlasti tistem, ki zadeva vprašanja miru, vojne, politike v najširšem pomenu te besede, pri čemer bo učitelj, citiram, vzel toliko, kolikor bo zadostovalo za ponazoritev njegovega razumevanja in urejanje njegove presoje. Ne preživi samo svoje ure prostega časa v tej plemeniti vaji, kot pravi Tacit, da je to počel Helvidi Prisk. Torej, kot dobro prakso poučevanja razen te Homerjeve izpostavi tudi rimsko prakso poučevanja, ki je bila na začetku dobra, a se je spridila. Navajam, Rimljani so, da bi preprečili zlo, izmed svojih družin izbrali starca kot učitelja svojih sinov, čigar skrb in služba je bila, da jim zagotovi dobro izobrazbo, v prisotnosti katerega ni bilo dovoljeno govoriti nesramno besedo ali priznati nespodobno dejanje. Zasnova te stroge discipline je bila, da bi njihova narava ostala čista in neomadeževana, da bi lahko zlahka sprejeli poštene poklice. Kvintiljan obžaluje, da so v njegovem času zanemarjali ta način vzgoje. Otroci so običajno vzgajani med služabniki, s čimer se učijo posnemati njihove razvade. Torej, podobno kot pri Plutarhu vidimo, da je tudi tu pomembno od samega začetka skrbeti in paziti, kdo otroka vzgaja, ker se otrok po tej predstavi v najmlajših letih, ko je najbolj dojemljiv za sprejemanje vseh vplivov in vtisov iz okolja, ki se kasneje ponotranje v njegovi duši in prevzame tak način vedenja. Premaknimo se še mogoče k eni temi, ki je pomembna predvsem pri vzgoji vladarjev in politični vzgoji, to je pomen preudarnosti, ki je od Aristotela naprej glavna poglavitna vrlina soočanja s posebnim in tudi s političnim, katere glavne lastnosti so diskretnost, ostrina, bistroumnost in ingenijo, ki se lahko pridobi tako s tem formalnim izobraževanjem, kot tudi neformalnim izobraževanjem, kamor na primer sodijo pogovori s starejšimi, potovanje, branje, kakršen študij zgodovinskih primerov. Citiram, naj nihče ne misli, da so te vaje nepomembne pri vzgoji otrok vladarja. Kajti izkušnja najboljša gospodarica nas uči, da se fantje naučijo veliko stvari sami od sebe, česar niso dosegli z navodili mojstra brez večjih težav. Še manj pa bi si moral kdo predstavljati, da raznolikost teh metod prej ustvarja predsodke, kot spodbuja izobraževanje. Če hočemo ukrotiti in obvladati konja, je potrebnih toliko orodij, kot so brzda, uzda in tako dalje. Če je potrebnih toliko predpisov, kakšna skrb in delavnost se nam zdita dovolj za oblikovanje popolnega princa, ki ne sme poveljevati ne le nevedni drhali, ampak celo mojstrom znanosti. Vladati ljudem ni darilo narave, temveč izkušnje in špekulacije. Zdi se, da je umetnost umetnosti, znanost znanosti, katere popolnosti ne bo nikoli nihče dosegal. Torej, tu gre za Gregorja Nazianškega in njegovo misel ars artium, scientium scientiarium, ki jo Saavedra uporabi v tem primeru, da gre torej
ravno zato najvišje pri poučevanju vladarja in da gre za to neko, po eni strani tudi pač pri bralcu ustvarjata vtis neko posebno področje, ki ga je izjemno težko opredeliti. Zdaj, če se še malček ustavimo pri emblemih, tudi ti so seveda potopljeni v antični svet ali pa predvsem bili venomer pač ujeti v to antično ikonografijo. Zdaj, v tem primeru vam bom pokazal dva emblema številka 5. V prvem primeru vidimo, da je znanje ponazorjeno z 2 knjigama. In sicer po eni strani s Homerjem, ki je pač prvi, in pa z Evklidom, ki je potem druga knjiga, kar nakazuje, da sta po eni strani torej Homer kot neko navodilo za praktično življenje in seveda Evklid kot matematični priročnik par excellence in matematika, oziroma tudi geometrija kot ključna veda vojaštva, da v bistvu te dve knjigi bosta vladarju zadostovali. V kasnejši izdaji iz leta 1649 je ta emblem spremenjeno toliko, da je seveda prikazana nekoliko drugačna podoba, ki nima več, ki v toliko te neposredne vezi z antiko. Tu je zdaj še torej prvi emblem, ki ga vidimo, to je na podobi vidimo Herkula kot dojenčka, ki zadavi kačo v zibki, ki ga seveda spremlja ta moto emblema, ki kaže na pomen dela in moči, ki naj seveda spremlja bodočega vladarja. Zdaj še nekaj čist kratkih, tudi ta je zanimiv, to je emblem številka 2, kjer vidimo ta prikaz tega praznega platna, na katerega naj pač kot otrok, kot tabula rasa, na katero je možno naslikati karkoli želimo. Tukaj pa tudi še recimo tretji emblem, tudi en primer recimo iz Saavedra zelo rad argumentira z metaforami in analogijami iz narave. To je recimo primer koral, ki ne glede na to, da jih morje nenehno biča in živijo v tem izjemno dinamičnem okolju, ustvarijo tako lepo podobo, kar je seveda, pri čemer je pač seveda ključni vir za poznavanje narave, predvsem Plinij pa seveda Aristotel. Če se nekoliko še osredotočimo na miselni svet Saavedra in mislece, ki jih Saavedra največkrat navaja, to je predvsem Tacit, kasneje pa tudi Aristotel, Platon, Plutarh, slednji predvsem zaradi življenjepisov, medtem ko moralija niti ni bila tako pomembno delo, ampak so bili predvsem življenjepisi te, ki so določali zgodnje novoveško branje Plutarha. Namreč tudi Sofija Xenofontos je zapisala, da pač pomena Plutarha ne moramo omejiti izključno na to pedagoško dejavnost, ampak je ta ideja vzgoje scela prežemala tako pač celotno njegovo pisanje, kar je seveda tudi vplivalo potem kasneje na njegovo recepcijo. Celotni miselni sistem Saavedra seveda ni sistematiziran, ampak gre pogosto za nestrukturiranje, navajanje, nekatere drobce, iz katerih je pač nekako se da razbrati neko širšo celoto, pri čemer se seveda vidi vpliv knjig občih mest, iz katerih je Saavedra črpal svoje vire. Quintilian, na primer, ki ga pač danes recimo razumemo kot poglavitnega avtorja vzgoje antičnega, je izjemno redko naveden. Najbolj neposredno se mogoče še celo sklicuje na 7. knjigo Politike, predvsem 17. poglavje, ki prinaša pogled na vzgojo, pri čemer zanimivo ni sklicevanje na 8. knjigo, kjer je prikazana vzgoja, predvsem glasbena vzgoja, podrobneje. Je pa tudi res, da so navedki antičnih avtorjev vedno v opombah pod črto. Tako da v bistvu bralcu omogočajo, da jih preskoči, če se z njimi enostavno ne želi soočiti ali pa ga ne zanimajo, in s tem ne vplivajo na avtorjev slog.
Po drugi plati pa seveda s tem, ko so pod črto, omogočajo podkrepitev savedrine argumentacije, torej za mano stoji avtoriteta antike, ki z določeno maksimo oziroma pač navedkom potrjuje to, kar sem sam povedal, s čimer seveda ne govori iz niča, iz vakuma, ampak ima vedno pripravljeno utemeljitev svoje avtoritete, pač svoje razlage z določeno avtoriteto. Torej, če naredimo en tak kratek rezime, ideali kreposti, ki izvirajo iz klasične antike, so seveda v marsičem vodili izobraževanje do konca ancienega režima. Etika vrlin je v predmoderni zagotavljala, torej je stalen okvir za razpravo o značaju in družbenih odnosih, več ali manj pa so vsi diskurzi jezik kreposti sprejeli kot osnovni miselni okvir, pri čemer so poglavitne avtoritete ostale antične, naprimer tudi Cicero, ki ga presenetljivo pri Savedri ni. Vladarska izobrazba je bila močno odvisna od humanizma, kar pomeni, da izobraževanje ni bilo zgolj prisvajanje znanja, kot smo tudi videli v primeru Plutarha, ampak je šlo predvsem za proces nenehnega samoraziskovanja, samospoznavanja, ki ga je bilo potrebno ponotranjiti. Pri čemer pa je bila seveda humanistična izobrazba polna paradoksov, ker je marsičem težila, poudarjala hkrati to delo in igro, svobodno in regulirano, po eni strani podložnost, po eni strani osvoboditev. Tako da v bistvu ne moremo savedrinega dela brati kot nekega koherentnega teoretskega pristopa, ampak predvsem kot nekakšno orodje, ki se ga je dalo uporabiti za različne namene. Hvala.